Tukaj smo želeli opozoriti na enega od ključnih problemov sodobnega urbanizma in sicer na razrast mesta, ki jo lahko primerjamo v bistvu samo z eksplozijo. Tukaj lahko vidimo pravzaprav, kako počasi od Rima preko srednjega veka je raslo mesto skozi stoletja, recimo 1940, in potem kar naenkrat dejansko eksplozijo v bistvu, ki prerašča praktično skoraj da vse meje. Mnenja smo, da je pravzaprav v današnjem trenutku, na začetku informacijske ere v 21. stoletju, ta proces treba obrniti navznoter. Če je mesto do zdaj se širilo z neko povprečno in običajno tudi slabo arhitekturo v predmestja preko naravne in kulturne krajine, je v bistvu zdaj čas, da poskušamo izrabiti predvsem tiste notranje potenciale v mestu in začeti zgoščati, seveda nikakor ne na škodo parkov in tistih odprtih javnih površin, ki mesto tvorijo, ampak predvsem v bistvu za izrabo doslej slabo urbaniziranih, nekaterih tudi degradiranih območij samega mesta. Prepričani smo, da je to, ta preobrat, ta prevoj v bistvu ne samo potrebno, ampak tudi nujno narediti. Tukaj lahko vidimo potem dve možni rešitvi. Na eni strani nadaljnja razrast, vse te bele površine v bistvu so nove površine, že rezervirane v novem načrtu, prostorskem načrtu Ljubljane. V drugem primeru v bistvu se pa te površine skoraj da v enaki meri najdejo tako rekoč znotraj samega mesta. To so urbanistične analize Ljubljane in sicer tukaj lahko vidimo pravzaprav to širjenje mesta naprej z novim prostorskim načrtom, občinski prostorski načrt in možnost v bistvu izkoriščanja notranjih potencialov, ki smo pravzaprav jih mi pregledali. Se pravi, ta stara, degradirana območja, nekdanja industrijska območja in tudi slabo urbanizirane površine. In če pogledamo, recimo, če zberemo te površine okrog od 700 do 1000 hektarov jih je in jih uredimo nekako v strukturo, vidimo pravzaprav, da gre za več kot polovico v bistvu tega notranjega jedra samega mesta. Zato v bistvu tukaj pokažemo, da je seveda rezerve mesta v bistvu in nadaljnji razvoj treba obrniti navznoter, ne navzven, da preprečimo recimo to eksplozijo, ki bi seveda kasneje zaradi praznjenja centra povzročala tudi velike probleme, v bistvu ne samo v smislu te urbane strukture, prometnih zastojev, ampak tudi kar se tiče socialne kohezije in na nek način tudi atmosfere in vzdušja v bistvu v samem mestu. Iz tega sledi, da je pravzaprav ključen problem, da to eksplozijo, ki je na nek način jedrska, ker če je jedro blokirano ali pa če je jedro nekako razcepljeno, kar v bistvu v Ljubljani imamo ta primer, kajti železniška infrastruktura to mesto iz 19. stoletja deli na dve polovice. Tukaj lahko vidimo, da je v samem centru praktično blokiranih več kot 10 ulic zaradi dveh podvozov in s tem se pravzaprav ne samo krni normalno prometno delovanje mesta, ampak blokirane so tudi najbolj dragocene sklenjene površine, v bistvu, ki bi bile za novo urbanizacijo, za nov polet tega mesta ključnega pomena. Zato pravzaprav opozarjamo, da je v Ljubljani potrebno najprej poglobiti železniško infrastrukturo in potem resnično potencial, ki ga dobimo, to je več kot 470 000 kvadratnih metrov najboljših zazidljivih površin, nameniti pravzaprav za ta notranji razvoj mesta. S tem bi seveda preprečili tudi to razlitje mesta v pokrajino, čez to izjemno kvalitetno kulturno krajino in naravno zaledje Ljubljane. S tem seveda zmanjšamo ta stalni migracijski tok vračanja v mesto z avtomobili. Mislim, da dnevno tudi do 150 000 avtomobilov pride že zdaj v mesto. In če bi se to nadaljevalo v bistvu in seveda tudi povečevalo, hkrati pa ne bi razrešili te notranje prometne mreže,
bi seveda to imelo hude posledice v prihodnosti, kjer bi lahko govorili tudi o razpadu strukture, o stalnih zastojih v bistvu in na nek način o težko rešljivih kolapsih same mestne strukture. Če poglobimo železniško infrastrukturo, se v samem centru Ljubljane sprostijo vse te blokirane ulice in povežejo zopet severni del mesta z centrom. Hkrati pa se sprosti okrog 470 tisoč kvadratnih metrov najboljšega urbanega zemljišča, s katerim pravzaprav z urbano nadgradnjo, s presežno vrednostjo lahko tudi omogočimo samo poglobitev. Iz tega ven se vidi, da poglobitev ni problem, ampak največji izziv. Skozi to potezo pravzaprav iz največjega problema lahko naredimo na nek način tudi najboljši možni vložek. Za samo mesto to pomeni izjemno veliko. Tukaj lahko vidimo pravzaprav, kako se sproščene ulice navežejo na pripravljene ulice na drugi strani, naprimer Miklošičeva ulica bi se zaključila z pogledom na Plečnikov akademski kolegij. Sprosti se prostor za en večji trg pred samim pročeljem železniške postaje, podobno kot imajo trge v bistvu pred železniškimi postajami Rim, Dunaj, Zagreb. Dobimo seveda en izjemen javni prostor, ki bi pravzaprav pokazal na ta prestolniški značaj Ljubljane, hkrati pa se osvobodi ogromno prostora za poslovno in stanovanjsko dejavnost, kjer bi pravzaprav neko novo središče dopolnilo staro središče v Ljubljani. To je naša natečajna rešitev iz leta 2002, ki je pravzaprav samo en preizkus, ki pokaže pravzaprav, kaj prinese poglobitev. Seveda je potreben sedaj tudi nov natečaj, ki bi pravzaprav z novimi priveditvami, z novimi vhodnimi pogoji še enkrat pokazal pravzaprav optimalno rešitev recimo za to območje.